Lep pozdrav, sem skupaj, dobrodošli še en Sport klubov special je pred nami. Tokrat imam prav posebnega gosta iz sodniških vrst, prihaja eden izmed, bom rekel, politično korektno najboljših slovenskih sodnikov, absolutno vseh časov, z izjemnimi uspehi na mednarodnem nivoju, pravzaprav svetovnega ranga, tudi večkratni udeleženec Final Fourov Eurolige in praktično največjih možnih tekmovanj v košarkarskem svetu. Veliko veselje mi je, da ne samo komentiramo in predvsem glodamo kosti o njegovih napakah, ampak da ga nocoj oziroma danes gostim tudi takole malce bolj nadaljavo v teh sila nenavadnih časih. Saša Pukl, lep pozdrav. Dober dan, pozdravljeno, da nam je kar nerodno malo vmes postalo, ampak... Poglej, v košarki si zdaj že kar nekaj časa, ne bomo rekli, in se je v tem času nabralo absolutno ogromno pomembnih, velikih tekem, izjemnih tekmovanj, ampak to, kar se pa zdaj dogaja v tem času, pa verjetno se ni ravno večkrat v tvoji, bom rekel, sodniški karieri zgodilo, ne. Vse stoji in ne ve se, kdaj se bo pravzaprav začelo. Kako sodnik na takem nivoju, kot si ti, zdaj preživlja te momente, je malo časa več absolutno za družino, za bližnje, hkrati pa najbrž tudi že počasi manjka neko tekmovanje. Ali pač? Miha, koliko si star? Letnik 86, kakor sem malo pogledal, si ti kakšno leto, dve kasneje, ko sem jaz imel leto ali pa dve, si že bil med sodniki, tako da... Jaz sem že tistega leta sem že sodil, tako da z uvodom o tem, kako dolgo sodim, v bistvu imaš prav, že zelo dolgo, rajši ne bom računal, koliko sodim, zelo dolgo že sodim, ja. Ampak časi so pa res nenavadni, ja. Mislim, meni se je pred 3 tedni, jaz sem bil pravzaprav na letališču v Gradcu, moral biti soditi tekmo Eurolige med Milanom in Olympiakosom, zadeve so se v tistih dneh odvijale zelo pestro. Dan pred tem sem bil še na poti v Milano, ko sem z Eurolige obvestili, da je tekma prestavljena v Berlin. Potem sem bil naslednji dan, to je bil četrtek, mislim, da 11. 12. marca, sem bil na letališču v Gradcu, ko je Euroliga obvestila vse nas, da so tekme, takrat so rekli, prestavljene, zdaj pa zadeva stoji, vse stoji in tudi košarka stoji. Ne vem, vi predvajate verjetno neke stare tekme izpred 10, 20, 30 let. Ja, trenutno se ne dogaja prav nič na tem področju. Euroliga nas sicer obvešča o tem, kaj se dogaja se pravzaprav nič, ne, in vsi čakamo. In vmes seveda, vsaj kar se verjetno športnikov, košarkarjev pa sodnikov tiče, seveda tudi treniramo, no, tako da, vsaj nekateri, ki imajo to možnost še. Jaz jo imam. To pomeni, da si dnevno v bistvu v pogonu, ampak to res dober trening ali je to samo nek sprehod? Ali je to vseeno malo na štopercu, malo pogledaš na uro, da se drži nek tempo? Ja, v bistvu je kombinacija obojega. Zdaj, kljub temu, da Euroliga stoji, mi še zmeraj imamo obvezen program fizične priprave. Bi vam lahko pokazal, jaz imam Polarjevo uro, ki jo moram nositi med vsemi tekmami, oziroma vsaj pasne ure, ampak uro nosim med vsemi treningi. In mi imamo na teden ob vseh tekmah, imamo med sezono obveznih 150 minut treninga z maksimalnim pulzom nad 70% tvojega maksimalnega pulza. Torej, v teh dneh, ko se pravzaprav nič ne dogaja, kombiniramo oboje. Imam svoje treninge, ko grem malo peš na Pohorje, do vrha Pohorja, ali pa grem teč enih 10 kilometrov, imam pa tudi družino in z družino seveda tudi hodimo, se s kolesi malo okrog vozimo. Tako da je kombinacija obojega, ampak aktiven sem pa praktično, mislim, da odkar sem doma, z izjemo 2 dni, sem bil prav vsak dan aktiven. Saj okrog te aktivnosti me v bistvu še kar par zadev zanima, ne, ampak če si že načel to temo, praviš, nosite pas za puls med tekmo tudi, ne? A to pomeni, da se potem na tekmi recimo pride do kritične situacije, pa se lahko pogleda dejansko po posnetku, kako si takrat reagiral, kako ti je srce poskočilo recimo pri dosojeni tehnični napaki ali pa pritisku občinstva? Zadeva tako globoko ne gre, mislim, te naše podatke obdeluje en doktor z Beograda, ki nam
ki sproti analizira zadeve, ampak niso pa tako zelo globoke. Jaz sicer vidim, ko pogledam takoj po tekmi, ko downloadam zadevo, vidim, kak mi puls niha med tekmo in bi se verjetno dalo tudi z analizo priti do tega, kdaj sem imel najvišji puls med tekmo. Ampak pravzaprav upam, da skozi vsa ta leta, da se to upam, da se pravzaprav, oziroma sem skoraj prepričan, da se to med tekmo ne vidi. Ne. Jaz mislim, da najboljši sodniki ne pokažemo ali pa ne pokažejo svojih emocij v trenutkih, ko bi kak drug človek verjetno eksplodiral. Ne. Mi pa moramo prav v teh trenutkih biti najbolj mirni. Ampak verjetno bi se pa z analizo bi se pa dalo vse to ugotoviti, če me razlagaš zdaj. Ja. Ne, analiza, ki jo mi dobimo, je pač kako smo trenirali, koliko dobro smo trenirali, je bila intenzivnost dovolj dobra, primerjava z tekmami, povprečen puls med tekmo, med treningi in tako dalje. Gre za pač neko kondicijo oziroma fizično pripravo in to področje. Zdaj, v bistvu, če se spet vrneva na nek neravno začetek, ampak kako nekdo pride do statusa evroligaškega sodnika, recimo danes ali pa v tem času. Vemo, da vas je kar nekaj. Zdaj, tvoja vloga je tudi kot predsednik sodniške organizacije, oziroma kako bi se to dejansko formuliralo. Pri Evroligi sem predsednik združenja oziroma sindikata evroligaških sodnikov. Gre bolj za cehovsko organizacijo, pravzaprav za sindikat, ki skrbi za marsikaj, predvsem pa za recimo neke naše pravice in bonitete. Ampak, če se vrnem k vprašanju, kako postaneš evroligaški sodnik, zelo različni načini danes obstajajo za to. Torej, zaradi trenutnega stanja v košarki, ker pač Evroliga in FIBA nista povezani organizaciji, je načinov več. Najbolj pogost je ta, da Evroliga rekrutira nekatere od najboljših mednarodnih FIBinih sodnikov. Imamo nekaj sodnikov, ki so prišli po kakšni drugi poti. Naprimer, ABA liga je ena od teh načinov, da sodnik pride do sojenja Evrolige. Primer imamo z lanske sezone, hrvaški sodnik Denis Hadžić iz Pule je prišel pravzaprav preko ABA lige, torej opazili so ga v ABA ligi. Evroliga torej skautira sodnike, tako kot skautirajo igralce, tudi Evroliga skautira sodnike in načinov je več. Moraš pa zdaj, da bom zelo preprosto pa kratko rekel, moraš biti dober. Ne? To je osnovni pogoj. Pa je kakšna starostna omejitev, do katere starosti lahko vstopiš v to evroligaško druščino, ne vem, moraš biti do 30. leta že poleg ali si že zamudil svoj vlak? Torej, FIBA ima te standarde, kar se tiče starosti, natančne standarde. Mednarodni sodnik ne moreš postati pred 25. letom, pa ne moreš postati po 35. letu. Evroliga nima tega standarda natančno tako določenega, tako da mislim, da sodniki, ki so v zadnjih letih prišli na Evroligo, so bili različnih starosti. Mislim, da je najmlajši sodnik tam nekje med 25 in pa 30 letom. Mislim pa, da je lani tudi en od sodnikov, ki je prišel, bil že pa bliže 40. letu. Tako da nekega natančnega kriterija glede starosti ni, bolje povezano s kakovostjo. Je pa ta spektr sodnikov zdaj že kar dosti širok. Ne? Mislim, da vas je, ne vem, po mojem, že preko 50, absolutno. No? Absolutno, preko 21, preko 50 nas je, 71 sodnikov ima trenutno Evroliga. Ta številka se je pred 3 leti zelo skrčila. Imeli smo že tudi blizu 100 sodnikov, ampak s prihodom sedanjega šefa, Angleža Stokesa, se je ta lista skrčila, s tem se je seveda povečalo povprečno število tekem. Pač en od njegovih razlogov za to je bil pač manjše število sodnikov, večja kakovost. Torej 71 nas je trenutno. Ja. To pomeni 10% Slovencev, mislim, da vas je 7, če sem prav pogledal. Trenutno Slovenci smo po številu sodnikov na drugem mestu, takoj za Španci. In ja, glede na število prebivalcev nas je pač zelo dosti, ne. In slovensko sojenje v Evroligi je
dokaj pomembno. Mislim, če smo drugi po številu sodnikov, je to dovolj zgovoren podatek o tem, da smo res dobri, v povprečju seveda. No, pa moramo reči tudi, da ste v bistvu skoraj na vsakem Final Fouru v zadnjih, 7-8 letih je najmanj en Slovenc. Bil je Bolthauser, bil je Javor zdaj v zadnjih letih, prej si bil ti 2-krat zapored, če se ne motim, enkrat v finalu celo. Zdaj zadnje 3-4 leta te ni bilo poleg, ne? Na zadnje sem bil na Final Fouru leta V Madridu. 2015 v Madridu, ja. Ja. Bila sta potem Damir Javor, mislim, V Berlinu, ja. Bolthauser 2-krat, pred tem še seveda tudi Matej Bolthauser bil tam pred 10 leti. Ja, mislim, da te statistike čist natančno ne obvladam, ampak verjetno res v zadnjih 10-12 letih, ne vem, če je bil kak Final Four brez slovenskega sodnika, ampak tudi se tudi ostali sodniki, mislim, se so tudi ostali ob teh treh, ki jih omenjaš, so Sašo Petek, Mario Majkić pa Milan Nedović, ki vsi trije sodijo po večini evroligaške tekme, manj Eurocup tekem, tako da ja, sodniki Slovenije imamo zelo dober položaj v Euroligi, seveda pa to ni neka stvar, ki bi bila podarjena, ampak gre pač za neko načrtno delo v preteklosti v Sloveniji, tudi za kak splet okoliščin, za več faktorjev gre pri tem, ja. Kako se določa, oziroma kako pride to, kdo se odloča, koliko tekem nekdo sodi? Zdaj gledal sem v letošnji sezoni, mislim, da imaš ti 21 v Euroligi, Bolthauser 24, Javor 21, ne? Vi ste v bistvu med temi, ki ste relativno dosti pogosto sodili, no. Kdo vas delegira, po kakšen ključ, so kakšne ocene, tudi pol padejo po tekmi, pa se na ta način odloča. Pa posledično potem, kako nekdo pride do situacije, da lahko sodi na Final Fouru? Gre za spet več faktorjev pri tem, ampak na koncu odloča šef sodnikov pri Euroligi. To je v zadnjih 4-5 letih Richard Stokes. Je pa seveda vsaka tekma v Euroligi je pa kontrolirana. Mi imamo na vsaki tekmi kontrolorja, oziroma temu rečejo referee coach, ki v bistvu gleda tekmo v 95% v živo, nekatere tekme so preko videoposnetka, ampak z večine živo. Ne gre za neko klasično oceno sojenja, gre bolj za nek coaching, torej za neke nasvete in tako dalje. Potem pa se torej, ne vem, od 71 sodnikov Eurolige jih sodi z večine Euroligo, recimo 40, potem pride končnica play-off, kjer je, mislim, da nas je bilo lani 18 sodnikov noter, potem pa od teh 18 pa jih sodi Final Four 7-8. Torej gre za oceno šefa sodnikov, ne gre za pač njegovo oceno, kdo je v tej sezoni najboljši, kdo si zasluži to mesto. Seveda je recimo par faktorjev, ki so zraven objektivni, kar pomeni, da ne vem, če sta dve ekipi Španije, je mala verjetnost, da bo španski sodnik tudi zraven, ne. Pa še verjetno kak podoben geopolitični faktor, načeloma pa kakovost ta faktor, ki odloča o tem, kdo bo kaj sodil. Pa absolutno en iz domače države, kjer je Final Four, ne. To mislim, da se kar v zadnjem času drži neka praksa, ali ni pravilno. Sem prepričan, mislim, da ni čisto vedno. Ne, ni to ravno. Jaz ne vem, ko pomislim na Final Four v Beogradu, vem, da Ilije Beloševića ni bilo zraven, pa ne vem, če bil kjer drugi srbski sodnik. Ne, to ni faktor, ki bi vplival na to. Vse zdi se mi, da ne. Kdaj se za Final Four zve, kdo sodi finale? A je to že predoločeno, ali se to določi po polfinalih tekmah? Ker tja gre 8 sodnikov, ne? Se pravi, polfinale 3+. V zadnjih letih je ta številka običajno 8, bilo pa je tudi par sezon s 7 sodniki, običajno 8. Ti greš tja in zveš dan pred polfinalom, kaj boš sodil. Glede finala pa zveš torej Final Four je petek, nedelja, običajno v soboto popoldan na sestanku zveš, kdo sodi finale, kdo sodi tekmo za 3. mesto. Ne, gre za nek
spet princip tega, kako dobro je kdo sodil, torej ni vnaprej določeno, kdo bo sodil, katero tekmo pol zadnji dan. Ja. Običajno tisti, ki si recimo to zaslužijo. Ja, pa verjetno se pol malo pogleda, da ni ravno klub iz njegove države, ne? Absolutno. Sicer smo imeli tudi, ne vem, koliko se tega spomniš, ampak v začetku Eurolige so rekli sodniki v Euroligi ste neutralni in smo imeli ta poskus v drugi sezoni, pa mislim, še pol v tretji sezoni, ko so tudi nekatere tekme sodili domači sodniki, ampak so potem ugotovili, da je vseeno boljši princip neutralnosti. Mislim, se ABA liga je primer tega, ne, ker principa neutralnosti za zadnji 2-3 leta spet nimamo, ne, pa je vprašanje, če je to zmerom najboljše, ne. Ja, kaj pa to situacija v ABA ligi in v Euroligi? Zdaj nekdo tebe delegira na Euroligo, ti si pol verjetno na vezi še z vodstvom ABA lige oziroma sodniško organizacijo, da se ne zadeve prekrivajo, da uspeš v bistvu iz ene tekme pravočasno priti na drugo tekmo. In posledično vprašanje, ne, ali je to, kar se tiče tvojega poslovnega življenja, ali imaš ti čas, možnost in voljo, da poleg sodniške kariere gradiš še kakšno drugačno? Se ukvarjaš s čim drugim? Čakaj, najprej prvi del vprašanja. Torej, Euroliga ima prednost in jaz, ko dobim, mi zdaj od zadnje sezone naprej dobimo za mesec dni vnaprej razpored sojenja v Euroligi in ta razpored sporočim ABA ligi, potem oni prilagajajo sojenje tekem v ABA ligi, torej hierarhija je jasna, najprej Euroliga, potem ABA liga, da seveda, če v petek zvečer sodim v Madridu, je zelo težko, da bi v soboto sodil naprimer v Podgorici ali pa ki je zelo daleč. Torej, to je ta osnovni princip. Kaj počnem v življenju razen sojenja? Torej, jaz sem zelo dolgo pravzaprav uspel kombinirati oba dela mojega življenja poslovnega. Bil sem v novinarstvu do nazaj, že 11 let nazaj, do leta 2009 sem še bil v medijih, torej pri časopisih. Tam 2009 pa se je bilo treba odločiti med eno in drugo kariero, ker je bilo, tekem je pravzaprav preveč, ne, ti ne moreš obojega kombinirati. Na začetku moje mednarodne kariere, ne vem, prvo sezono, ko sem bil mednarodnik, mislim, da sem imel 6 tekem v vsej sezoni, ker je seveda bilo preprosto kombinirati z dopustom ali pa prostimi dnevi, kakorkoli. Potem je pa to bilo zmeraj težje. Torej, danes praktično razen sojenja, kar se moje službe tiče, ne počnem zdaj. Kakšne malenkosti, kdaj na strehi imam sončne celice, torej pridelujem električno energijo, ampak šalim se malo, počnem zelo redko kdaj kaj drugega. Zdaj, ko sem že 3 tedne doma, zdaj sem že drugo kolumno za Večer napisal, to je, malo se vračam na stara pota, ker mi je dolg čas, da ne gledam žene pa otrok cele dneve, pa še kaj koristnega počnem. Ampak praktično, kadar nam ne preti koronavirus, pa sem posvečen sojenju praktično 9 mesecev na leto, povsem, ker ritem 2 običajno ali pa 3 tekem na teden, svoje pomeni, da sem na poti 4-5 dni na teden, pa tista 2 dneva na teden. Ko pa sem doma, pa je fajn, da vidim otroke pa ženo. Ja. Kako pa poskrbiš, da ne padeš v neko to rutino, ki bi potem v bistvu poslabšala tvojo kakovost ali pa vplivala na to, da nisi povsem 100% zbran na tekmi? Se verjamem, da z leti pa, ne vem, na predvidevam enih 70 tekem na leto, kolikor jih imaš, da pač glava ni na vsaki tekmi verjetno toliko 100%, kakor bi si človek želel. Tudi v našem poslu, ne, komentiranja tekem, ko imamo dvojni teden Eurolige, torek, sreda, četrtek, petek, pa če potem še neko državno prvenstvo, bodi si VTB, turško ali italijansko ligo dobiš za vikend, je neka čisto normalna zadeva, da ti koncentracija mogoče v nekem momentu malo pade. Pri nas smo tarča recimo kritika ali pa zbadljivka ali pa posmeha na internetu. Ne. Vi lahko bistveno bolj vplivate z neko eno slabo odločitvijo na potek sezone, najmanj tiste tekme na potek pa morda tudi sezone in izgubo trenerskega mesta kakšnega trenerja. Vprašanje je zelo zanimivo in seveda je to stvar, s katero se vsak posameznik ukvarja na nek svoj način. Ne. Jaz pa skušam vse tekme vzeti zelo podobno pripravo.
Torej, mi imamo standardiziran potek priprave na tekmo. Jaz, ko vem, da ne vem, vzamem tekmo, ta zadnjo tekmo, ki bi jo moral soditi Milano Olympiakos, torej jaz sem že te dni pred tekmo pripravil material za tako imenovan pre-game conference, kjer se z svojima partnerjema in kontrolorjem na dan tekme dobimo po zajtrku običajno in sem pripravil zagotovo vsaj enih 20 posnetkov z prejšnje tekme teh dveh nasprotnikov, z nekaterih prejšnjih tekem, nekatere značilnosti igranja teh ekip, kakšne malenkosti, ki so pomembne. Torej, gre za neko standardizirano pripravo. Zdaj, moj problem v preteklosti je bil običajno, kadar sem prišel z tekme, ne vem, Eurolige, kjer je bilo 10,000 ljudi, ne, na tekmo, recimo kakšne slovenske lige, kjer sem prišel, ne vem, da zdaj ne bom, pa recimo, ne, sem prišel v Šentjur, kjer pa je bilo 120 ljudi na tekmi, ne, pa sem vsakega od teh 120 ljudi slišal, ko je imel kako pripombo. In moj problem kdaj z ne toliko koncentracijo, kot bolj res pripravo, ne, je bil pravzaprav bolj na takih tekmah. Ne. Torej, mene v bistvu tekma, recimo temu, neka moč tekme ali pa pomembnost tekme te sva stimulira. Ne. Smo pa sodniki različni. Ne. Nekdo nima teh težav. Jaz sem imel, se pravim, z nekim nivojem tekem, ki so se mi včasih zdele preproste, ne, pa pol na koncu niso bile najbolj preproste. Ne. Je pa res, da je, mislim, pravzaprav pri našem delu, no, če sem čisto iskren, ni največji problem. Večji problem, vsaj pri meni, je ta, da ogromno potuješ. Ne vem, jaz non-stop na letalih, po letališčih, hotelih. Ne, se tekma sama traja pravzaprav 2 uri. Ne, jaz ne vem, imam enega prijatelja, ki mi zmeraj, kadar se dobimo na pijači, pravi, da imam najlepšo službo na svetu, da delam 2 do 4 ure na teden, ne, kar se lepo sliši, ne, ampak v bistvu pa samo sojenje zahteva ogromno neke priprave, pa hkrati potovanje in vsega tega, kar pač sodi zraven. Torej, jaz nimam težav toliko proti koncu sezone, da bi bil utrujen od tekem, ker mi pravzaprav tekme so zmeraj boljše proti koncu sezone. Težava ima s tem, da mi zmeraj bolj na živce grejo letala, letališča, hoteli in tako naprej. Ne. Ampak vse pol pride junij, pa sem pol 2-3 mesece doma, pa je zmeraj boljše. Zdaj pa očitno letos bo pa ta pauza očitno malo daljša. No. Ti trenerji, igralci, pa tudi gledalci v državnem prvenstvu v slovenski ligi večkrat vržejo takole pod nos v Euroligi, zna soditi, tukaj pa si prišel na naše igrišče, pa nas hecaš v narekovajih. Mislim, zagotovo, absolutno se spomnim teh pripomb z nekaterih košarkarskih igrišč, ampak seveda jaz skušam tudi tekmo, ne vem, slovenske lige oddelati na kar se da dober način in bom rekel, da večkrat prije bolj do kakih težav, kakih nesoglasij, bolj zato, ker je pač košarka drugačna med Euroligo in slovensko ligo. Jaz sem navajen Eurolige, ABA lige, ne, slovenska liga so pač, mislim, normalno. Igralci so slabši, košarka je drugačna, počasnejša zaradi tega, ampak načeloma pa mislim, z igralci, s trenerji ni težav, bolj so kakšni gledalci ti, ki na kaj takega pomislijo, pa se kaj takega tudi zaberejo. Ampak pravim, osnovna razlika med tem, da zagotovo se tudi v Atenah, Tel Avivu pa Istanbulu kdo kaj podobnega zadere, ne, ampak tam jih ne slišim, ker jih je malo preveč na tekmi. Tu pa slišiš skoraj vsakega posameznika. Katero okolje se ti zdi, da je najbolj neprijazno in neprijetno, mogoče celo za prihod sodnikov v košarkarskem svetu? Torej, ne morem reči najbolj neprijetno, ampak zagotovo so pa recimo najbolj vroči tereni bivših bratskih ex-jugoslovanskih republik, kot so Srbija, Črna Gora, Severna Makedonija. Torej, to so tereni, kjer te gledalci zelo dobro poznajo, ker že, ne vem, v Beogradu sodim zdaj že več kot 20 let tekme zapored in recimo so to najbolj vroči tereni, ampak po drugi strani pa v Euroligi pravzaprav tega nekega
bom rekel, pritiska, pravzaprav mogoče z izjemo recimo še bolj južnega Balkana, Grčije, Turčije, pravzaprav niti ni čutiti. So pa tereni, ker pa zmerom vedno znova uživam, ne vem, zagotovo Tel Avivu, kjer je vzdušje vedno zelo dobro. Spomino pa tudi imam zelo pozitivne spomine, imam pa na Solun, ko je še Aris igral Euroligo, tistih par sezon je zadeva bila zelo košarkarsko vroča, bom rekel. No, ampak spet sem sodnik in Šentjur, Rogaška, Tel Aviv, Atene, Istanbul, Beograd, načeloma ne bi smelo biti razlike, kar se mojega dela tiče. No. Odlično. Obstaja kakšna spletna stran uradna, pa kakšen zbirnik, kjer bi dejansko lahko vsa imena sodnikov videli, kjer bi nekaj bilo, tako kot imamo za igralce recimo in za klube potom Eurolige, a delate kaj na temu, se kaj s tem ukvarjate, ker v bistvu jaz kot tekmo komentiram, ni zdaj glih zelo veliko informacij o vas sodnikih, obstaja ena celo bolgarska spletna stran, kjer navadno potem pridobim te informacije, kdo je koliko tekem sodil, pa če je že kateremu od teh dveh nasprotnikov sodil, pa kako se je tekma razpletla, pa tako malo da osvežim spomin. Torej, UEBO, torej to združenje Union of Euroleague Basketball Officials, torej naše združenje Euroligaško, pripravlja svojo spletno stran, kjer nameravamo tudi te podatke objavlja. Torej, Euroliga ima te podatke, koliko tekem je kdo v preteklosti sodil v Euroligi, svoje podatke za vsako sezono sproti. Ja, razen te bolgarske strani pa ne vem, če obstaja še kakšna podobna, ampak nameravamo, torej mi sami nameravamo se tega lotiti in to zadevo enkrat v bližnji prihodnosti tudi začeti objavljati. Ampak spomnim se pa seveda, ne vem, kakšne Grčije, Turčije, kjer pa se spomnim se moj prvi Final Four, ko sem prišel v Atene, na Final Four smo sedeli v enem kafiču z ostalimi sodniki in potem nam je grški sodnik bral statistiko. Za vsakega od nas so imeli grški novinarji za vsako ekipo, ne vem, tem sem sodil v tej sezoni 5-krat, 3-krat so zmagali, 2-krat so izgubili, natančne statistike, ne. Jaz pravzaprav še zase natančno te statistike nimam, očitno pa novinarji, s katere od teh omenjenih držav pa seveda to imajo. Da verjamem, da je to zanimivo. No. Ja, ker vi ste vseeno del igre, ne? Vi niste tako nepomemben faktor, kot se mogoče želi prikazati, ne vem, v nogometu se o teh sodnikih ve več, imajo neko večjo veljavo jim dajo. No? Jaz mislim, da bi v bistvu tudi z vaše strani bilo smiselno, da se približate na tak način, ne pa da je vedno tretji breg, se pravi igralci, ekipe, pa njihovi navijači, kjer bodo vedno našli problem v sodniških odločitvah, ampak da so tudi sodniki del te igre in da bi se v bistvu to z neko pravo komunikacijo lahko prikazalo na drugačen način, ker ti stari časi, ne, 80-ih, 90-ih let, ko nekdo zapre luč v slačilnici po tekmi, sodniški garderobi, to danes ne gre več skozi, ne? Ne gre, ampak mogoče je ta pogled, ki si ga zdaj prikazal, v bistvu verjetno pogled od zunaj. V resnici na igrišču ti moram povedati, da je pravzaprav ta komunikacija med košarkarji, torej igralci pa trenerji krepko boljša, kot je bila pred 10, 20, seveda 30 leti. Mislim, včasih je sodnik bil res bolj, recimo temu, policaj na tekmi, ne, ki je... A strelovod, ne? Pa tudi strelovod, ne, vse to smo še zdaj zmeraj, ampak ta komunikacija se je izboljšala. Recimo smo se približali bolj nekemu ameriškemu načinu, kjer se več pogovarjamo. Mi se danes krepko več pogovarjamo, predvsem s trenerji, tudi z igralci, ne. Včasih se spomnim nekaterih najboljših evropskih sodnikov v preteklosti. Ne vem, igralci je hotel pogovarjati z njim, mu je že grozil s tehnično. Danes tega ni. Pa če pogleda že sam način, kak si igralcu dal pred 20-30 leti tehnično, pa danes smo, kako naj temu rečem, smo dosti bolj prijazni smo, no, tako bom temu rekel. To je pač neka kultura, ki je prišla z Amerike in postaja del euroligaške košarke, pa mislim, da je tudi prav, ne. Zadeva je bolj prijazna, recimo temu tako. Tako že omenjaš ameriško košarko, tam neke omejitve starostne, ne, pri zaključku kariere sodnika mislim, da ne poznajo. Ne. Mislim, oni imajo res sodniki
bom rekel, v tvojih letih prihajajo šele v zrela sodniška leta. Ne? V Evropi je dolgo časa veljalo, da je ta linija bila postavljena bistveno niže in bi marsikdo od teh, ki zdaj še sodite Euroligo, recimo Luigi Lamonica, no, bi zdaj že bil prečrtan. Res je, absolutno. Jaz se zelo živo spomnim primera izpred enih 12 let nazaj. Edinkrat mislim, da ko je v Evropi, obstajajo te NBA tekme v Evropi, ampak to je bilo, mislim, 2007 ali pa 2008, je bil edinkrat turnir, ko ste igrali 2 NBA ekipi pa 2 evropske ekipi in takrat so bili 4 NBA sodniki pa 3 evroligaški sodniki smo bili na tem turnirju. Jaz sem bil kot mlad, skoraj ruki zraven, bila sta takrat ena od najboljših evropskih sodnikov, Karl Jungemrand pa Niko Spicilkas, in potem smo imeli večerjo. Grk pa Finc, ne? Grk pa Finc, ja, s temi 4 NBA sodniki smo bili na večerji, in večerji smo se pogovarjali in je Spicilkas, ki je takrat bil star, ja, to je moralo biti 2007 verjetno, bil star 49 let, je rekel, ja, jaz še imam eno sezono, potem se upokojim, in ga oni gledajo in pravijo, zakaj ne? Pravi, ja, mi imamo age limit 50 let, in oni se začnejo smejati, in so bili 3 od teh 4 sodnikov, torej en je bil Bernie Fryer, ki je bil starejši, ki je bil že takrat okrog čez 60 let star, on je kasneje šef NBA sodnikov, tudi postal bil par let šef, potem so bili 3, spomnim se, so bili vsi 3 na W, na dvojni V, Washington, Wheeler pa Wunderlich, torej vsi 3 so bili enako stari kot Spicilkas in so ravno to rekli, kar si ti omenil. Pa mi zdaj, naš čas prihaja, mi smo stari 49 let, postajamo crew chiefi, prvi sodniki na tekmah, pa prihajamo do 2., 3. runde play-offa v NBA-u. Torej, naš čas prihaja. Ne? V Evropi pa je bilo v FIBA-nih časih tako, da si pri 50 letih nehal soditi. Zadeva se je v Euroligi spremenila na dobro, age limita več nimamo in zdaj imamo ne sam Gigi, ampak tudi, mislim, da zdaj že imamo enih 6-7 sodnikov, ki so starejši od 50 let. Torej, age limita več ni, ne. NBA ga že od nekdaj nima in najboljši primer za to je bil Dick Bavetta, ki je sodil NBA 39 let, upokojil se pa je pri 73 letih. Ne. Ta je verjetno ekstrem, ne. Zase ne verjamem, da ravno do 73. sodu, ampak že pred 15-20 leti zmerom govorim in še zdaj trdim, da nekateri sodniki si zaslužijo soditi, ne vem, do 60., 65., nekatere pa je bilo treba ustaviti pri 40. ali pa 45. letu. Ne. Torej ni starost ta, ki odloča, ampak kakovost, ki bi morala odločati, ampak kakovost. Spicilkas je sodil, mislim, da Olimpija Taugres. To je zdaj že 25 let nazaj, ne? No, vidim, to pa je še zraven njega. Italijan, meni se zdi. Rino Colucci je bil zraven. Bravo, ja. Se spomnim. Pa kdo je pa bil playmaker nasprotni? To je pa prelahko. Pablo Laso, to pa eno mojih... Pred tekmo mama te z Pablom, včasih ga malo spomnim na te čase, ko... Na trojke Roma Korba. Premagala v finalu Evropskega pokala, ja, tako da. Pablo Laso je drugače eden mojih bolj priljubljenih, bom rekel, trenerjev v evroligaški konkurenci. Ne vem sicer, kako je z odnosom do sodnikov, ali je malo bolj trd ali ne, ampak to, kar spremljam, bom rekel, je kar eden izmed tistih, ki sem tudi na Final Fourih uspel vedno z njim nekako prijeti kontaktno. Sploh v prejšnjih letih, ko je imel še Luko Dončića, pa mu dal to priložnost. V bistvu, veš, kaj me še zanima? Sistem 3 sodnikov z 3 različnih držav. Rokomet pozna pare. Se pravi, praktično sodita sodnika celo kariero ali pa večji del kariere skupaj. Nogomet ima tudi neke time, se pravi, glavni sodnik, ki si izbira potem te svoje asistente oziroma linijske sodnike 4. in zdaj v bistvu se ta ekipa še poveča na sodnike za vrati. Košarka vztraja pri tej rotaciji. Prednosti v bistvu tega, ali je tudi bilo mogoče v nekem delu, v nekem obdobju tudi tvoje kariere razmišljanje ali pa vprašanje, ali bi bilo smiselno, bolj smiselno dati v bistvu 3 sodnike z iste države, ki so tim, ki so povezani, ki se dobro poznajo? Bom začel zdaj torej odgovor bom začel z koronam časom, ne, ko si pač zaprt, ali bolj ali manj zaprt z isto osebo ali pa istimi osebami v isto hišo ali pa stanovanje. Že vidim, kam gre, ja, ampak ja. Torej, ne vem, jaz sem si zmerno predstavljal, da to, če bi z nekom v dvoje ali pa v troje bil
neprestanoma skupaj, ne vem, so pozitivne stvari, zagotovo, ne vem, neko sodelovanje, saj se že čutiš in tako naprej, ampak z druge plati, torej zdaj najprej govorimo o tej neki človeški plati, ne, mislim, je pa vsekakor bolj zanimivo, da med sezono delam z 40 ali pa 50 ljudmi, kot pa da bi delal z 2 celo sezono. Torej to je ta prvi neki človeški del odgovora. Zdaj, kar se pa samega sojenja tiče, pa so zadeve pač morajo biti na tako visokem nivoju, da so zadeve standardizirane. Tako da, če sodim z številko 1 ali pa številko 71, mora biti zadeva približno enaka. Seveda smo tudi sodniki različni. Smo odlični, zelo dobri, malo manj dobri, ne, in pač seveda tudi z nekom rajši sodiš, z nekom malo manj raje sodiš, ampak zadeva je toliko profesionalna, da se na tekmi skozi celo to rutino, skozi sestanek pač neke stvari uskladi že pred tekmo, ko tudi veš, da ne vem, s tem bi se pa moral o tem malo več pogovoriti, ne. Torej sam mislim, da je menjavanje partnerjev, govorimo seveda o sojenju, pozitivno, ne, tako da. Omenil si že to standardizirane pravil, ne. V bistvu pa na koncu, ko pogledamo košarko, temu ni najbolj tako, ne. Že v Ameriki imajo neke različne opcije, ko govorimo o študentski košarki ali pa profesionalni ligi NBA. Zdaj med Euroligo in evropsko košarko verjetno teh anomalij oziroma razlik manj. Če pa gremo potem na neko svetovno prvenstvo, se spet prvi teden vsi enostavno lovimo, bom rekel, sodniki pri dosojenih ali nedosojenih korakih ene ameriške reprezentance, komentatorji pri tem, ko spremljajo, kdaj so koraki in kdaj niso koraki, in gledalci najbrž tudi doma besnijo, sploh če gre to za neke momente, se pravi v škodo njihove reprezentance. To je stran košarke, ki ni najbolj navdušujoča. Se strinjam s tem, da imamo na svetu 4-5 različnih sklopov pravil, ne. Zdaj, Euroliga je v bistvu, Euroliga ima z večine FIBA-na pravila, ima pa nekaj svojih pravil, od sodniškega meta, uporabe instant replay sistema in tako naprej. Ampak v resnici smo pa zelo, ne bom rekel zelo blizu, ampak krepko bliže NBA-ju, kot smo bili. Na primer, omenjaš korake. To je najbolj očitno, ne? To je najbolj očitna zadeva. Imamo zdaj skoraj enako pravilo kot NBA. Od zadnje pravile od FIBA-ne zadnje spremembe pravil imamo, kar se korakov, skoraj enaka pravila, pa zanimivo po drugi strani, da pa ravno NBA pred to sezono dal korake kot en del pri navodilih, points of emphasis, oni temu rečejo, torej ne vem, koliko spremljaš, ampak dosti bolj so začeli soditi tudi te korake v letošnji sezoni. Tako da pri tem se približujemo, pa tudi sicer pri pravilih gromozanskih razlik več ni, ne. So razlike, ni pa več gromozanskih razlik, kot so včasih bile. Ne želim ti krškega derbija v Oaki, pa da bo nekdo v rdečem dresu naredil 4 korake, pa da boste sodniki to spregledali ali pa prepustili skozi. Ne, saj 4, zgodi se, da včasih so 3 pa tega, ampak 4 pa mislim, da pa že nekaj časa vsaj na Euroligi tega nisem videl. Ja. V NBA še včasih gre skozi. Omenil si ta instant replay, ne? To je tudi ena zadeva, ki se vsaj z mojega vidika, ne, pa bom rekel, še vedno to je laičen vidik, boš ti bistveno boljš lahko razložil, zdi kot orodje, ki ni popolnoma definirano. Mogoče je na papirju, na tekmah se počasih zgublja mogoče malo preveč neke dinamike, ubije se ritem tekmi, vse za to, da se sprejme najbolj fair ali pa najbolj poštena odločitev, to vse drži, ampak včasih se mi zdi, da kot da ne bi bilo povsem dorečeno, kdaj ja, kdaj ne, ali pa da sodniki enostavno tega ne presodite na takšen način, plus, če dodam še pod vprašanje, da je mogoče še vedno na košarki premalo kamer na tekmah, košarkarskih tekmah, ki bi dejansko potem pokazala črno ali belo. Pa bom potem dal en primer, ko boš ti v bistvu razpletel to zgodbo, kako ti vidiš to. Ta pomoč, ki jo imate, ki bi v bistvu mogli jo čim manjkrat uporabiti, no, verjetno v neki osnovi. Torej, pravila IRS-a, instant replay sistema, so zelo natančno določena. Mi imamo en poseben pravilnik o uporabi
tega, ker je natančno določeno, kdaj smeš uporabljati, za katere situacije, za katere presoje smeš uporabljati tako imenovan ARS. In bom rekel, da v zadnjih, seveda, odkar imamo ARS, pa je to zdaj že, koliko časa pa že imamo ARS na Euroligi, zagotovo več kot 10 let že zdaj, ne? Je pa sva ta zadeva tudi napredovala in bom rekel, da v zadnjem času, v zadnjih sezonah imamo zelo malo primerov, ko sodnik uporabi ARS ob situaciji, kjer ne bi smel uporabljati. Mogoče imamo na sezono, zdaj natančne številke nimam, ampak bom rekel 3-krat ali pa 4-krat se zgodi, da sodnik uporabi situacije, kjer ne bi smel ali pa ga na napačen način uporabi. Torej imamo ta pravila zelo definirana. Seveda so v nekaterih delih je zadeva seveda siva, črno-bela. Ne vem, zdaj bom dajva najprej črno-bel primer. Ne vem, črno-bel primer je koš ob izteku četrtine, ne, igralec vrže in ti pač pogledaš, kje je bila v trenutku, ko se je rdeča luč prižgala na tabli, kje je bila žoga, ali je bila še v igralčevi roki ali že zapustila roko. Ta je črno-bel primer, tukaj skoraj da ne moreš zgrešiti, bom rekel. Sva so kdaj situacije mejne, ampak še vseeno, recimo, da je črno-belo. Sivo pa je že bolj, ko pridemo na presojanje osebnih napak, ne, kjer ti imaš pa praktično pri vsaki osebni napaki, kjer obstaja dvom, imaš ti pravico iti pogledati posnetek, ne. Da se vrnem k onemu drugemu delu tvojega vprašanja, so situacije, kjer bi rabili še kako kamero na igrišču. Čeprav jih imamo že krepko več, kot smo jih včasih imeli, ne, pa tudi sistem je krepko boljši. Euroliga je pred, mislim, da 3 leti podpisala pogodbo s podjetjem, z angleškim podjetjem, ki podobne usluge daje teniškim turnirjem, ne. Torej gre za sofisticirano tehniko, torej za dober hardware in software in zadeva, torej na euroligaških tekmah je res bolj ali manj, bom rekel, dobra, ne. Drugače je na tekmovanjih, kjer gremo niže, ne. Na Eurocupu ni standardizirana, še zmerom je, enako na ABA ligi, ne. Mislim, jaz na ABA ligi, ne vem, tisti, ki spremljajo, jaz sem že parkrat sicer z vodstvom tekmovanja to tudi komuniciral, ne. Ti imaš na nekaterih tekmah, resnih tekmah ABA lige, imaš človeka, ki skrbi za ARS sistem, je hkrati tudi uradni napovedovalec na nekaterih tekmah, kar je za neko resno tekmovanje nedopustno, ampak to je pač dejstvo, no. Ampak ARS vsekakor pomaga pri sojenju, je pa, omenil si število, da včasih zadeva recimo moti pri ritmu tekme. Iz lastnih izkušenj povem, da ni pravil, ne. Jaz sem imel, mislim, da je moj rekord 7-krat med tekmo, da smo šli gledati ARS, sem pa imel v letošnji sezoni tudi tekme Eurolige, kjer niti enkrat nismo šli gledati ARS. Tako da nekega pravila ni, kdorskrat gre za neka naključja, ne. Saj to je v bistvu, na to sem najbolj ciljal, no, da je mogoče tle preveč ohlapno, ker če omeniš tenis, ne, lahko igralec pokliče, ampak spet ne v nedogled, ne. Vi, čeprav razumem, imate pravico vsakič, ko je nek dvom. In zdaj, če se v prvi četrtini, v 4. minuti odločite, da boste v enem protinapadu pogledali, ali gre za nešportno igro obrambnega igralca, ne, pa dosodili nešportno osebno napako ali običajno osebno napako, se to lahko tekom tekme ponovi potem še nekajkrat, ker bo vedno nasprotna stran skočila gor na podlagi tega vašega hitrega klica v prvi četrtini. In potem jaz imam občutek tako, da letos in lani je bilo bistveno več tekem daljših od 2 ur, kot mogoče v preteklosti. Tega ne vem, ampak imaš pa prav, kar se tega tiče, ne, da recimo pri presojanju nešportnih napak, mi sicer imamo neke kriterije, ki so bolj ali manj jasni, ne, ampak ravno to, kar razlagaš, ne, da so pa ti greš v 5 minuti neko situacijo gledati, res je, tu spet je neko sivo območje. Ne vem, dam primer, igralec gre v nasprotni napad, trener hoče, da grem gledati, jaz pravim, ne bom gledal, igralec je bil pred napadalcem, torej osebna napaka je bila, torej po enem od teh kriterijev ni nešportna napaka. Seveda gre dostikrat za neko tudi
kontrolo tekme. Seveda jaz osebno nočem iti 10-krat med tekmo iti gledati ekrana, ker mi je jasno, da gledalci najbolj v tem ne uživajo. So pa ene situacije, ki pa pomagajo, seveda, ne, da greš gledati ARS in potem na osnovi tega presodiš neko zadevo. S kakšnim deležem pravilnih ali pa nepravilnih napak na eni tekmi je lahko sodnik evroligaškega ranga zadovoljen? Se pravi, neke napake se absolutno dogajajo, ali dobite to kakšen zapisnik, ali vam to vaš kontrolor to oceno, da do kje se ti zdi. Zdaj, kakor sem prebral nekaj v preteklosti, naj bi veljalo nekih 90-95% pravilnih odločitev, je to že zelo visoka pozitivna ocena. Torej, verjetno tudi še vpliv te napake, ki se potem zgodi, ne, je verjetno bistveno drugače, če gre v zadnjem napadu za napako ali pa v prvem napadu. Za uvod naj povem, da ni košarkarske tekme, kjer sodnik ne bi naredil napake. Ne. Torej nismo roboti, pa tudi če bili roboti, bi se napake še dogajale, ker spet nekatere zadeve so sive, niso črno-bele. Torej, jaz po tekmi imam dve vrsti poročil. Eno je to, ki mi ga da tako imenovan referee coach, kjer mi napiše spisek mojih CC correct call, IC incorrect call in tako naprej, torej pravilnih, nepravilnih odločitev. Po drugi strani pa tudi jaz moram narediti tako imenovan self-evaluation, torej moram pogledati tekmo in opisati pravilne, pa predvsem nepravilne odločitve na tej tekmi. Torej, natančne statistike Euroliga, da bi prav vse odločitve spremljali, nima. Ne. Zdaj, po nekih mojih izkušnjah pa na dobrih tekmah naredim na tekmo, ne vem, dve napaki, se pa zgodi včasih, da po tekmi vidim, da sem tudi 5-6 napak naredil med tekmo. Da se razumemo, gre za napake, včasih za napake, ki jih sam jaz vidim, ko posnetek pogledam, tudi nihče od trenerjev ne reagira, ali pa igralcev, ampak spet, tako kot si že prej omenil, je pa odvisno, kdaj to napako narediš. Zdaj, če v zadnjem napadu spregledaš, da je igralec stopil na črto, pa priznaš 3 točke namesto 2, je seveda zelo velika napaka. Ne. Zdaj, če pa si en out v prvi četrtini, ne, kjer se je nekdo na koncu dotaknil, pa nihče niti ni opazil, je pa sva manjša napaka, ampak napaka še zmeraj napaka. Zdaj, najboljši strelci ekip naj bi imeli zelo slab spomin, ne, ker hitro pozabijo, da so 8-krat zapored falili trojko, pa še 9 vržejo. A to velja tudi za sodnika, da če pride do take velike napake, da to enostavno pozabi, ali se predvidevam, da se ravno enega telefona ne obrne zvečer ali pa drug dan, pa se opraviči temu klubu, temu trenerju. A mogoče na naslednjem snidanju, na naslednji tekmi še kakšna beseda na to pade, ali je to enostavno zaključena zgodba, zaprta knjiga? Torej, različno. Najprej, da se k prvemu delu vrnem, mislim, bil bi dober odvetnik sodnikov, ne, ker ena od stvari, ki je včasih tudi kjerom od igralcev povem, da je metal, ne vem, danes 60%, pa je ful dober, je najboljši igralec, ne, jaz sem pa 80%, na primer, ali pa 85%, pa pravijo, da sem zelo slabo sodil, ne, ampak na ta drug del, da se vrnem, se zgodi včasih, kadar vidim med tekmo, sem res neko napako naredil, pa sem pol po tej napaki imel kak pogovor z igralcem, ne, kjer med tekmo se nisem zavedal, da sem nekaj narobe zasodil, se zgodi, da naslednjič tudi stopim do igralca in mu to tudi povem. Sicer ni za to neko pravilo, odvisno je tudi seveda od igralca, če sem čisto iskren. Zdaj, če je igralec, za katerega vem, da je normalen, da bo to sprejel, je seveda to normalno. Zdaj sem se ravno spomnil, mislim, na zadnjo tekmo, ki sem sodil, je bila tekma Slovenske lige in ko sem gledal posnetek z te tekme, par posnetkov sem imel od eno svojih napak in vem, da naslednjič, ko tega igralca videl, bom povedal, da tistega nisem v redu odsodil, ampak pravim, ni to pravilo. Bom rekel, da je prej izjema kot pravilo. No. Odlično. Zdaj, če sem prav razumel, ti dobiš plan tekem, si tudi vse prevoze organiziraš sam, ali gre to iz centrale ven, letalske karte,
oziroma prevoze, transferje? Jaz dobim mesečni razpored evroligaških pa Eurocup tekem in sistem je naslednji. Jaz si potovanja načeloma organiziram sam, torej poiščem letalske karte in pošljem na Euroligo predlog potovanja, natančno, torej let, grad, München, Madrid, ta in ta let, cena je toliko in toliko, s pisarnami potem to potrdijo ali pa zavrnejo, zdaj po vseh teh letih sva veš, kaj je normalen let, imamo tudi pravila, dokdaj moramo priti v kraj odigravanja tekme in tako naprej in neka normalna cena, oni mi to pol potrdijo in potem sam kupujem te letalske karte, jaz sem sam svoj turistični agent tudi, potovalni agent zraven. Dobro, potem potovalni agent, potem prideš na tekmo, vmes se pripraviš na to tekmo, tudi v smislu teh videoposnetkov in vsega, odsodiš tekmo, obstaja verjetno neka procedura tudi po tekmi, pregled zapisnika, vse te zadeve, kar si omenil, in na koncu je verjetno važno ob vsem skupaj tudi neko plačilo, zato si primerno plačen, o tem se lahko govorite, zdaj verjetno neka taksa za Euroligo je neka osnovna oziroma obstaja neki rangi ali kako gre to zadeva? Mi smo seveda plačan si po rangu tekmovanja, ki ga sodiš. Plačani smo po tekmah in sojenje evroligaških tekem prinaša neko takso, ki je, bom rekel, dostojna temu tekmovanju. Seveda te takse nižajo in nižje, ko greš, nižja je taksa in zdaj sem ravno pred parimi dnevi sem te svoje, ker med drugim v času koronavirusa pospravljamo tudi omare, in te dresov se ogromno tekmovanj vsako sezono nabere različnih in pol nesem mojemu sosedu Mateju Špendlu, ki je tudi košarkarski sodnik in ta jih pol mlajšim sodnikom da, pa mi je ravno rekel, pa se nima več sodnikom, ki bi jim dal. Problem je v tem, da so se pač z modernimi časi, torej v Sloveniji je akutno pomanjkanje košarkarskih sodnikov, pa Slovenija ni edina država, ker danes se med tem, ali bo nekdo šel soditi tekmo 12-13 letnikov, kjer bo dobil, 15 evrov na tekmo, razmisli verjetno kdo o tem. Torej, sojenje, košarkarsko sojenje je poklic, ki postane recimo res poklic, da lahko od tega živiš samo na nivoju Eurolige, pa še to, če sodiš Euroligo, res dovolj tekem. Na vseh ostalih nivojih je to, bom temu rekel, druga služba ali pa dobro plačan hobi, odvisno od tega, kakšno imaš prvo službo. Tako da primerjati košarkarje in sodnike je, bom rekel, skoraj da nemogoče. Ampak jaz upam, da nekaj dne se zadeva tudi spremeni na bolje, tudi v tem pogledu. Dobro, zdaj plana nimaš se še sodniško upokojiti v kratkem, za konec? Ne, jaz ko sem se pred 11 leti odločal med eno in drugo kariero, moram priznati, da sem imel prvo sezono sem imel kar velike težave, ker sem jaz zmerom trdil, da sem boljši sodnik zato, ker imam službo in lahko kadarkoli rečem sojenje, adijo, nasvidenje. In potem po eni sezoni sem ugotovil, da v bistvu se nima smisla s tem obremenjevati. Oče me je cel čas spraševal, ti kaj boš pa delal? Kaj bom delal? Ne vem, kaj bom delal, sem takrat govoril, ker še je bilo 10 let do tega, da se bom sodniško upokojil. Ko so pa zdaj pred 4-5 leti ukinili to starostno omejitev in jaz bi sicer s to starostno omejitvijo bi še sodil to pa naslednjo sezono sam. Zdaj, odkar pa nimamo več te starostne omejitve, pa v bistvu seveda še ne razmišljam o sodniški upokojitvi. Torej, rad bi še kar nekaj let ostal v tem, to, kar počnem, rad delam. Prej sem sicer vmes malo tarnal ta potovanja, samo da smo si na jasnem, trenutno ne bi tega zamenjal za skoraj nobeno drugo delo na svetu, ker pač jaz sem po mojem eno od redkih, ali pa ne bom rekel redkih, ampak eno od srečnežev, ki je dosegel, da je njegov hobi postal njegova služba. Tako da mislim, da na vseh drugih področjih, če ti to uspe, si lahko zelo vesel pa srečen.
Super. Saša, hvala lepa za izčrpne komentarje, za v bistvu to zgodbo, ki si jo povezal znotraj tvojega delovanja, zlasti v Euroligi, kar je zame osebno in tudi za naše gledalce verjetno najbolj interesantno, da smo slišali nek drugačen pogled, ker navadno sodnike zelo težko dobimo, sploh pa na daljši pogovor takole v tekom sezone, verjetno ne samo zaradi vaše bremenjenosti, ampak tudi zaradi tega, ker se pač sledi neka tekma, da ne bi kdo omenil nečesa, ker verjetno pol ne bi bilo primerno. Tako da jaz ti želim, da boš povlekel v slogu NBA sodnikov, pa da te bomo tudi na Sport klubu pogosto spremljali, pa tudi visoko vedno ocenili tvoje delo in delo tvojih kolegov. Spomnil sem se, da v bistvu, zdaj, ko si mi to, recimo, ko se poslavljaš, pa bom recimo razumel to delno kot vprašanje. Spomnil sem se, da v bistvu na zadnje, mislim, da intervju za vašo televizijo ste me prosili med Final Fourom v Madridu, ko sem gledal finale mladincev s Sašo Dončićem in gledala sva Luko Dončića, ki je drugače bil mladinc, ne. In spomnim se, da mi takrat Euroliga ni dovolila tega intervjuja, ne, ker je bilo pač, šlo je za Final Four, ne. To je bilo prosti dan kasneje sem sodil finale, ne. Zdaj so časi drugačni, ni tekem, tudi Euroliga je pristala na intervju, no, tako da hvala tudi tebi za povabilo. Malo si mi popestril dan, ne, zdaj se pa bom vrnil počasi k ženi pa otrokom pa Pohorju. Odlično. Se gledamo predvsem, no, oziroma te gledamo na Sport klubu v Euroligi. Hvala lepa, uživaj. Ajde, čau.